Zelo vesel sem, da vas lahko spet pozdravim tukaj na Geografskem večeru. Namreč je že od leta 2013 jih organiziramo in se trudimo za popularizacijo geografije in geografskih vsebin preko strokovnih predavanj, preko okroglih miz, preko potopisnih predavanj skušamo torej popularizirati geografske vsebine, tako tudi danes. Preden začnemo, vam lahko samo še povem, da imamo že potrjene tudi naslednje geografske 3 večere, ki se bojo vršili že pravzaprav zelo kmalu, že danes 14 dni, torej čez 2 tedna se nam bo priključil ponovno enega zanimivega predavatelja. Več o tem vam povem na koncu tega predavanja. Zdaj pa je že pravzaprav skrajni čas, da predstavim tudi gosta, ki je danes z nami. To je profesor dr. Anton Gosar, ki ga vsaj geografi že dobro poznate, si predstavljam. Profesor Gosar je bil tudi dekan v zgodnjih letih ustanovitve te fakultete, je bil tudi eden od soustanovnih članov našega oddelka za geografijo tukaj v Kopru. Poznan pa je med geografi predvsem po vsebinah, ki jih je preučeval v okviru politične geografije oziroma predvsem pravzaprav v okviru turistične geografije oziroma geografije turizma. In današnja tema z naslovom križarjenja skozi oči geografa je pravzaprav povezana večinoma tudi s to temo, torej s temo geografije turizma, pa še verjetno s kakšno drugo, glede na to, da je turizem zelo strukturirana in večplastna dejavnost. Da ne bom v tem uvodu bil predolg, bi kar predal besedo našemu gostu, tako da profesor Gosar, izvolite. Najlepša hvala, gospod Koderman, bivši prodekan fakultete, sedaj pa predstojnik oddelka za geografijo. Veseli me, da me je povabil, oziroma da ste me kolegi geografi iz Kopra ponovno povabili v svojo sredo. Zares je lepo srečati znane obraze, pa tudi mlade, nove študente. Pozdravljam pa tudi tiste, ki so na mobilnih napravah doma, ki večerjajo ali kaj drugega poleg tega delajo. Veseli me pa tudi, da je danes dan, ki nekako je prav umeščen v temo, ki jo obravnavamo. Pred nekaj minutami sem odslovil eno križark, ki je odpeljala iz Kopra, tako kot je pred 31 leti odpeljal tudi trajekt z zadnjimi vojaki Jugoslovanske ljudske armade iz Kopra in današnji praznik Dneva suverenosti Republike Slovenije, zares se opada z tem. V tem okviru bi rad povedal, da nameravam obravnavati kar nekaj tem. Najprej bi se uvodoma opravičil predstojniku oddelka, ker me je najprej nagovarjal, da bi imel potopisno predavanje o mnogih destinacijah, ki sem jih obiskal. Najraje bi videl, da bi povedal kaj o Aljaski, kjer sem bil nazadnje, vendar sem menil, da še premalo vem o tem, predvsem pa premalo o tamkajšnjih domačinih in njihovih navadah, da bi se že sedaj lotil te teme. Zato sem se odločil, da povem nekaj o teh temah, ki jih imate sedaj na ekranu. Najprej nekaj o tem, kaj sploh so križarjenja, potem, kdaj so se razvila, kako so se razvila, katere so značilnosti križarjenj, kakšni so motivi, da vi ali kdorkoli drug se odloči in odide na taka potovanja, potem kakšni so bili moji motivi in pa nazadnje bom povedal tudi nekaj o tem, kje je pravzaprav geografija pri obravnavi tega vprašanja. Na začetku naj povem oziroma posredujem to informacijo o zmagovalki letošnje Barkolane. Glede na to, da je dan suverenosti, sem dodal še eno mojo misel, dejala je, vsi smo povezani z morjem, če se tega zavedamo ali ne,
vsi smo del njegove prihodnosti, jaz sem pa napisal, oziroma kot vidite, in preteklosti. Za spomenikom, ki ga imate sredi Kopra, to dejansko nakazuje prav to, da je morje tesno povezano z nami, Slovenci. Uvodoma naj povem, da bom danes razpravljal o navtičnem turizmu. Navtični turizem se načeloma deli v dve skupini. V podskupino jadranje. Iz spleta sem pobral prekrasno sliko letošnje Markolane. Zdi se mi, da prav nakazuje zadevo, ki bi jo morali kdaj obravnavati, namreč množičnost, in pa povezano z množičnostjo, s financiranjem, z doživljaji, tudi obremenitve, ki jih ta zvrst turizma vnaša v naše okolje. Ampak to danes ni tema naše razprave. Lahko bi samo povedal, da prav v Boki Kotorski pa so načeli že to vprašanje, v kolikšni meri pa obiskovalci Boke Kotorske z jadrnicami, motornimi čolni in tako naprej smatrajo, da je to vprašljivo, oziroma kar se obremenitve samega okolja tiče. V tem okviru bi rad dodal, da smatramo, da, in to si je treba zapomniti, zato je tudi na veliko napisano, da je podskupina navtičnega turizma križarjenja pravzaprav gospodarska panoga. Za razliko od jadrnic in tako naprej, gre tukaj za, zdaj, če smatram, da mojega bivšega kolega omenim, kapitalistična usmeritev, na kateri bogatijo, drugi imajo doživljajo in tako naprej. Tukaj sem napisal nekaj glavnih značilnosti, ampak poudarek je na gospodarstvu. Imamo lastnike ladijskih družb, 52 ladijskih družb, ravno kar je izpeljala iz koprskega pristanišča ladja družbe Marela, ki je pod, kako bi rekel, kateri je nad to družbo pravzaprav je znana korporacija TUI, Tourism Union International. Torej, ti lastniki seveda bogatijo na ta račun. V proračun Republike Slovenije z letnim proračunom vseh ladijskih družb skupaj se sploh ne more s tem primerjati. Dejansko gre za ogromne dobičke, 154 milijonov letno razpolagajo. Seveda pa plačujejo tudi za nove ladje, ki stajajo čez milijardo vsaka, tako da tukaj je treba omeniti tudi to. Kar se mi zdi pa najbolj pomembno, je pa to, da kot gospodarska panoga zaposluje 1,8 milijona delavcev različnih poklicev. Tisti, ki ste bili že v križarjenjih, veste, da imate od sobaric oziroma sobarjev do mornarjev, do kuharjev in tako naprej, pa tudi glasbenikov, profesorjev. Sam sem na eni od ladij, na kateri sem bil med Miamijem in Santiagom de Chile, imel tudi lastna predavanja na temo tamkajšnjega okolja, vsak dopoldan. Je bila ena tema, ki je bila sicer slabo obiskana, tako je pač to na ladjah dopoldan, koga še zanima, kaj kdo govori, ampak tako je pač bilo. No, in še nekaj je, torej različno razvite države profitirajo ravno zaradi tega, ker se je ta gospodarska dejavnost na nek način direktno ali indirektno vklopila v njihovo življenje. 30 potnikov na ladji ohranja eno delovno mesto. To se mi zdi pomembno. Gospodarska panoga razširja turistično ponudbo. Recimo ravno naša kolegica iz Brisbana je povedala, da je
2,8% vseh svetovnih hotelskih kapacitet z višjo kategorijo, pravzaprav na ladjah kot takih. Potem, kar sem tukaj še napisal, da ta dejavnost plemeni splošno ponudbo v 1632 pomorskih pristaniščih, bogati proračun države, mesta, z davki in tako naprej. Recimo kot primer sem navedel karibsko državo Barbados, ki se je ravnokar osvojila in ki poroča na spletu, da je 13% bruto družbenega proizvoda v Barbadosu pravzaprav prihaja iz zaposlitev v gospodarski panogi križarjenja, čeprav vsi dobro vemo, da imajo tudi odličen rum, ampak križarjenje je tudi ena od panog, ki jim prinaša dohodek. Potem problem so seveda ladjedelnice po celem svetu. Ali je možno še izdelovati ladje ali ne. Ladjedelnice, ki delajo, ki jih bom več povedal, ki ustvarjajo, izdelujejo ladje za križarjenje, so relativno redke. Vendar v zadnjem času, kljub pandemiji, ki je bila v teku, so ladjarji naročali moderne ladje in dali starejše ladje, 19 jih je šlo v razrez, torej so jih dali v razrez, 24 novih pa so naročili v preteklem letu. In nazadnje, ta gospodarska panoga obremenjuje okolje, splošno ter množico potnikov, ki obiskujejo destinacije, kot tudi nekatere druge turistične gospodarske dejavnosti. Kot veste, obala je polna avtomobilov ob koncih tedna, da ne govorimo o avtocesti proti Primorski, ki seveda ustrezno v poletni sezoni ustvarja zamaške, zastoje in tako naprej. Začel bom pa bolj poljudno. Sicer, kako se je sploh razvilo tole križarjenje. Namreč razvilo se je preko istega človeka, lahko bi rekli, ki je tudi načeloma zadolžen, oziroma o njem govorimo, kot prvem človeku, ki je organiziral turistična potovanja. To je Thomas Cook. Thomas Cook je najprej za železnico popeljal protestnice proti alkoholizmu iz enega kraja v drug kraj z dokaj znanim vodniškim nastopom. Te protestnice v začetku 19. stoletja, v prvi polovici 19. stoletja so bile seveda zelo zadovoljne z njegovim delom. Nadaljeval je pa z potovanji po svetu oziroma z leisure sailing, kako je on to poimenoval. Leisure sailing, tukaj je primer iz ene iz njegovih brošur iz leta 1844, vidim, da se vidi ta napis, ko se je odpravljal za ladjo na vesla z potniki v zatemnjenih z zavesami zaprtih kabinah po Nilu. No, vendar križarjenja so pa zrasla, prava križarjenja, predvsem na podlagi parnikov, in sicer parnikov, ki so pričeli ponujati udobje. Eden takih prvih parnikov je bil angleška Britanija, mimogrede tudi kraljevska ladja se imenuje Britanija. Sedaj prva, ki je bila taka, je peljala iz Liverpoola v New York v 14 dneh. Takrat pravzaprav ni bila zelo pomembno obdobje, kar je v današnjih križarkah pogosto pojav. Bolj je bilo pomembno, kako hitro pridem čez Atlantik. In imela je 4 razrede. Ta ladja, recimo v prvem razredu, so potniki dobivali zjutraj za zajtrk sveže mleko,
kajti v podpolubju so imeli kravo, ki so jo vsako jutro molzli in potnikom prvega razreda dajali sveže mleko. V medpolubji pa je bil tudi razred, ki se imenoval steerage class, in sicer tam so si pa potniki pripravljali hrano kar sami. Dobro poznamo iz filmov z Charliem Chaplinom, kako se tista skodelica z juho premika enkrat na desno, gori in doli, in si vsak z svoje strani postreže z juho, ki se tako pri guganju ladje obnaša. No, potem o Titaniku ste vse zašmislili, tudi znamenito melodijo. Morda samo pokažem, kakšna je bila notranjost, zelo podobna današnjim križarkam. Prva ladja pravzaprav, ki je kazala neko udobje, na njih so bili 4 Slovenci, na njej so bili 4 Slovenci, 2 sta preživela in sta pri blizu Šenčurja, Milje pri Kranju, meni se zdi, sta živela še dolga leta kasneje. No in ta ladja Titanik je, kot sami veste, doživela trk z ledeno goro in potonila in rešilo se je nekaj tisoč, torej okrog 1000 potnikov in posadke, približno toliko pa jih je tudi utonilo. Za Slovence tega konca Slovenije pa je morda bolj zanimiva zgodba o ladji Rex. Predno pridemo na to ladjo, moram razložiti nekaj o modrem traku. Nekako v sredi 19. stoletja, torej zatem, ko je ladja Britanija v 14 dneh prišla čez Atlantik, so se spomnili, da je pa morali nagraditi tiste ladjarje, ki nekako poskušajo doseči rekorde pri prevozu med Evropo in Ameriko, bolje rečeno med Anglijo in Evropo, med Cornwallom in svetilnikom pri New Yorku. In tako so pričeli dajati vrsto nagrado, ki so je rekli modri trak, blue ribbon, in teh je bilo kar nekaj ladij, ki so delali to med njimi, imele to tudi ladja Rex, kjer sem izbral fotografije, ki žal kažejo njen potop. Namreč 6. septembra 1944 so po namigu uporniških enot v tem delu Istre angleški lovci, kot vidite, z raketami oziroma streli v ladjo zažgali, ki je gorela več dni in se je potopila. Kasneje pa so zadevo raznesli domačini, nekateri domov. Mislim, da obstaja tudi neka zbirka teh ladijskih dobrot iz tiste ladje. Večino železa pa je končalo v jeseniški železarni. No, zadnja ladja, ki je imela čast, da je prejela modri trak, pa je bila ladja SS United States, ki je leta 1952, ne v 14 dneh, ampak v 3 dneh in 12 urah prečila Atlantik. No, to se mi zdi pomembno, kajti kasneje boste videli, da ena od ladij, na katerih sem tudi jaz bil, je prav ta. Kot mlad otrok, leta 1957, deček, sem se peljal prvič čez Atlantik prav s to ladjo. Potrebovali smo sicer 5 dni takrat, ker če ne pluje zastava, pluje pač malce počasneje. Vendar moram reči, da me je to potovanje nekako zastrupilo z morjem in z potovanjem z ladji, tako da se tega še danes nekako veselim.
Ladja, ki pa je najhitreje prečila, pravzaprav katamaran, pravzaprav brez potnika, ampak za katero smatram, da je potniška ladja, pa je bil katamaran Katalonija in še eden isti sestrska Fjord Cat, leta 1998 potrebovala je 3 dni, 7 ur in 54 minut, da je prišla iz Anglije oziroma z tiste točke v Cornwallu do New Yorka. Toliko o zgodovini. Sedaj počasi prihajamo na sodobne ladje, ki daje poudarek na udobje. Prej vse do, rekli bi, nekako zastrupljanja prebivalstva z letali, tam sredi 60 let. Boeing 707 je bil prvi reaktivec, ki je peljal na tej razdalji in v nekaj urah, torej v 7 urah prečil Atlantik, se je v zahodno-vzhodno smeri, se je začelo obdobje zamiranja čez oceank, kakor so jim rekli, ki so pomenile na nek način tudi udobje, predvsem pa hitrost. Danes je edina čezoceanka na svetu, ki še vedno vozi med Anglijo, Francijo in Ameriko ter obratno, Queen Mary II, ki predvsem za tiste, ki jih je strah potovanja z letalom, omogoča potovanja udobna, ugodna, kako bi rekel, bogata potovanja v 5 dneh iz enega kontinenta na drug kontinent. Pred vami je nekaj ladij, za katere nekaj, kar bi rad upozoril, da je pomembno, da omenim, namreč velikost ladij, recimo Rexa, je bilo 51.000 bruto registrskih ton, število potnikov je bilo vseeno 2000. United States, katera sem jaz potoval, je bila 53.000 bruto registrskih ton in tudi približno 2000 posadke. Z Ujderdom, ki sem jo nazadnje, ki so jo izdelali v sosednji ladjedelnici, v njej tudi kaj več kasneje, tudi ima 2000 potnikov, ima pa 82.000 bruto registrskih ton, torej skoraj 2-krat več. Torej, ladje za križarjenje so ogromne, večje od tistih čez ocean, o katerih smo prej govorili. No, največja, recimo, ta razred ladje, ki ima tudi več povedali kasneje, je Oasis of the Sea z 226.000 bruto registrskih ton in 7.000 potnikov. Še nekaj sem hotel tukaj dodati. To, na United States, na kateri sem bil, me je vedno motilo to, da ni bila ladja moja. Tam, kjer je bila konec 3. razreda, ker sta z materjo bila, je bila pregrada in nisi mogel naprej v druge razrede. Torej, razreda na ladjah za križarjenje ni. Torej, v Rex pa je imel recimo 408 potnikov v prvem razredu, 358 v drugem in 866 v tretjem razredu. Jasno, da tudi midva z materjo nismo imela svoje kabine, jaz sem spal z nekimi neznanimi moškimi, to bi bilo danes že malce sumljivo, v kabinah, mati pa z ženskami v drugi kabini. Torej, to so bili povsem drugi časi, o katerih ne bomo več govorili, toliko le za zgodovino. Ladje za križarjenje, ki so danes, so približno take, kot jih tukaj vidite. 2 tipa sta. Pravzaprav še en vmesni tip, ki je pogosto tukaj v Kopru, v pristanišču, o tem bom kasneje kaj več povedal. Torej, velike ladje, predvsem razreda Oasis, družbe Royal Caribbean, so ogromne. O njih sem že povedal prej, največja sem omenil že prej, ima 18 nadstropij, 20 restauracij, 7 tematskih četrti, dolga je približno 362 metrov in široka 64 metrov
In to je super. Zakaj je to super? Jutranja rekreacija okrog in okrog ladje približno kilometer nanese. Ker ima vsaka ladja možnost premika, torej sprehodov z enega konca do drugega in okrog. To omogoča jutranji sprehod, zame sprehod, za vas bi bilo najbrž tek in takih tekačev kar nekaj, kar je zelo prijetno, predvsem na ladji, če si v Karibih, prijetno sveže, ampak še ne prevroče in ne premraz. Torej, število kabin v takih ladjah je okrog 2000, 1435 z balkonom. Aha, še to moramo omeniti. Seveda, najnovejše ladje imajo vedno več kabin z balkonom. To se mi zdi vredno omeniti, kajti takoj boste razločili starejšo gradnjo ladij za križarjenje in novo gradnjo ladij. Nove imajo balkončke, kot jih vidite, na vseh straneh, medtem ko starejše ladje pa samo okenca in teh je kar nekaj. Ampak tukaj govorimo o velikosti ladij za križarjenje. Največje so take, ki vidite tamle na sliki, Wonder of the Seas, družbe Royal Caribbean International. Spodaj imamo pa ladjo, na katero bi se jaz rad kdaj peljal na Antarktiko, ko si bom zbral dovolj denarja, kajti potovati na takih velikih ladjah je ponavadi poceni. Narekovaj je seveda poceni. Medtem ko male ladje pa zaračunajo za potovanje kar precejšen denar in recimo tale National Geographic Explorer sprejme samo 148 potnikov, vendar in kje sem jo srečal? Srečal sem jo na jugu Južne Amerike, v Argentini, v Ushuaji, kjer se je morala umakniti naši ladji, ki je peljala okrog Južne Amerike, iz Čila v Argentino do Buenos Airesa, kajti bilo je premalo prostora in o tem kasneje povem na pomolu, kjer je bila prej privezana. Kakšne so nove ladje za križarjenje? Tukaj so vam jih nekaj takih ekstravagantnih prikazov. Recimo, zanimivo je, da je kar nekaj ladij, recimo tale Virgin Scarlet Lady od Richarda Bransona, znanega lastnika trgovin, kaj še letalske družbe, vesoljskega inovatorja in tako naprej, se je odločil tudi investirati v ladje za križarjenje. Richard Branson se je tam nekje v koncu 90-ih let odločil, prišel v Trbiž, Monfalcone in rekel, zgradite mi tole ladjo, Virgin Scarlet Lady. Ladja, ki je bila zgrajena nedaleč od tukaj, pomembno, da si jo pogledate, kajti povsem nek nov dizajn, arhitektura. Druge ladje pa so bile zgrajene bodisi torej, to so tudi velike ladje, zadnje iz ladjedelnic, to si morate zapomniti, zadnje, ki so ravnokar prišle ven in uporabljajo liquid natural gas, torej utekočinjen naravni plin, pa so bile zgrajene na Finskem, v Nemčiji ali v Franciji. O tem morda malce kasneje. Ja, nič kasneje, tukaj smo že. Namreč, ladjedelnice so sedaj v bistvenem prenavljanju. Znano je, da se ladjedelnice usmerjajo sedaj k novim motorjem, ne le motorjem na utekočinjeni plin, ampak tudi motorjem, ki bodo uporabljali vodik, amonijak ali veter. To je novost, zaradi česar menim, da tudi zapirajo tovarno motorjev Wärtsilä v dolini pri Trstu,
kajti želijo se povsem drugače obrniti, vendar veliko motorjev, tudi tistih, ki so bili narejeni na Finskem, v Nemčiji ali Franciji, veliko teh ladij, ki so bile tam narejene, uporabljajo motorje prav iz te tovarne, zelo kvalitetni motorji. Torej, ladjedelnice Fincantieri iz Trbiža, Meyerwerf, Tržiča, ja, se opravičujem, Trbiž je malce v hribih, ja. Res je to napaka, ki si zapisal, se opravičujem. Tržiča, potem delnica Papenburg je neka druga posebnost, ki bi obnovljala med 28 km v notranjosti kontinenta je in vsako ladjo, ki jo zgradijo, morajo po reki Elbi splaviti navzdol, zato ponavadi še nima dimnika in tako naprej in tako naprej. Tudi mosti Švedske na Dansko so morali zgraditi tako visoko, da je ladjedelnica v Turku lahko svojo veliko ladjo peljala pod mostom proti Ameriki in tako naprej in tako naprej. Poudarek, ki ga želim in vam ustvariti ponos, je, da mnogi delavci Slovenije delajo v Fincantieriju, je med redkimi ladjedelnicami, ki še izdelujejo ladje za križarjenje. 7 ladij za križarjenje je bilo dostavljenih v tem obdobju pandemije. Do leta 2025 pa imajo kar 14 naročil, tako da se zdi, da bo vsako leto vsaj, da sta 2 ladji zapluli v Jadransko morje iz te ladjedelnice. Wärtsilä v dolini pri Trstu pa je najbolj iskan proizvajalec sodobnih letalskih motorjev, se preusmerja, kot sem napisal, v vodik in pa energy motorje. Značilnost užitka s potovanjem. To bi pa moral povedati, da, čakajte, pa nisem jaz nekaj pozabil povedati. Ja, pozabil sem povedati pri ladjah za hitrost, torej pri teh ladjah, da za njih je bilo značilno predvsem potovati med točkama A in B. Torej, stopil si v Liverpoolu in stopil si v New York. Zelo pomembno. Zdaj, ladje za križarjenje pa nimajo cilja. Pravzaprav so brezciljne, vmes ustavljajo na mnogih destinacijah, točkah, torej več, številne so pristanki, izhajajo iz točke A, potem se ustavijo B, C, D točki, torej govorimo o pristaniščih, in nazadnje pridejo v izhodišče, kjer so bili. To je morda ena izmed najbolj znanih zadev, razlik napram prejšnjih čez oceanih. Potem nočna plovba med destinacijami, tukaj sem pa še nekaj pozabil povedati, bom pa zdaj povedal, namreč počasna plovba. Tem ladjem se nikamor ne mudi. Torej potujejo počasi, nikamor ne hitijo, morda z izjemo, ko je treba relativno hitro priti iz izhodišča iz zadnjega obiskanega pristanišča na predvideni ruti, morda malce pospešijo, da se vrnejo do jutra in vržejo potnike z ladij v tistem delu, kjer je izhodišče. Torej nočna plovba, potem počasna plovba, vsakodnevni obisk pristaniškega mesta in zaledja, Koper to čuti, brezrazredna družba sem napisal. Če je treba iskati brezrazredno družbo, težko bi napisal tukaj komunizem, ampak potem je to prava zadeva. Torej, brez ladijskih polub za razrede, cela ladja je tvoja. Ni nobene omejitve. Potem, ko so recimo v United States za mladega fanta imeli kino dvorane v 1. in 2. razredu, v 3. razredu ni bilo kino dvorane. Edino, s čem sem se ukvarjal, da mi ni bilo dolgčas na ladji, je, da sem v dvigalih igral liftboja. Torej, sem pritiskal na gumbe in peljal potnike gor in dol. Mimo grede.
Torej, brezplačna all-inclusive ponudba, obstajajo tudi nekatere izjeme, delitev na 3 cenovne razrede, to je pa pomembno. Cena je ponavadi odvisna od udobja, ki ga kabina ponudi. Ponavadi so te 3 zvrsti, kabine z balkonom, torej z možnostjo posedanja zunaj, kabine z pogledom ven in notranja kabina. Vsi tisti, ki prebirate reklame za turistične ladje in izlete z njimi, ko zapišejo 7 dni za 369 evrov, recimo ravno kar sem videl na tako reklamo, dragi moji, boste zagotovo po osebi, seveda, v notranji kabini, kjer ni nikakršnega razgleda, vendar itak si pogosto zunaj na ladji, morda tudi to ni kaj čudnega. Dražja so potovanja z manjšimi ladjami. Take majhne ladje obstajajo tudi tukaj, recimo Seabourn Odyssey v Kopru, kjer so ponavadi na ladji intelektualci, ki imajo veliko denarja, recimo nekaj pod palcem, manj se ukvarjajo z ponudbo na ladji, kot pa z pristanišči, v katerih pristajajo. Ladje imajo posebno identifikacijo, ki vam omogoča izstop in vstop na ladjo, in pa tudi plačilo česarkoli v ladijskem trupu. In seveda celodnevna aktivnost, rekreacije, zabavišča in tako naprej in tako naprej. Tukaj so primeri plov takih ladij. Ne bom se zadržal dolgo pri tem. Pred vami so geografske karte, Miami in Karibska otočja, Jamajka, Aruba, Kostarika, Panama so te destinacije. Poudaril bi le to, da se vrača recimo ladja v nekem hitrem tempu iz zadnjega pristanišča, ki ga obiščete na poti iz Kostarike naravnost v Miami. To sicer najbrž traja 2 dni, ampak dokaj hitro se mora potem vrniti, da naloži nove potnike za 7-dnevno potovanje. Potem imate druga 7-dnevna potovanja, tukaj so v Avstraliji ali pa na Jadranu. Tisto, ki je pa traja 128 dni, je pa okrog sveta, ki je tudi morda ena od destinacij, ki bi znala biti zanimiva. Recimo Costa Luminosa, ki sem jo srečal v Argentini z mojim kolegom Francom Klausom iz Innsbrucka. Zanimivo je, jaz sem se pripeljal iz juga Argentine, on pa iz severa, se Costa Luminosa. On je šel v Čile, jaz sem šel v Argentino. Torej, potovanja okrog sveta, zdaj vsi me potem vprašajo, koliko bi pa to stalo. Ja, okrog sveta bi ostalo okrog 20,000 evrov. Tako da bi morda, če bo Ljubljanska banka dala kakšen kredit, tudi to bilo možno. V nadaljevanju pa bi rad se dotaknil nekaj statistik, predno se lotim obremenitve okolja zaradi ladij za križarjenje. Statistike so naslednje. Slabo nam gre. Kajti v času pandemije je bil upad obiska izrazit povsod. Še najmanj upada obiska je bilo okrog Afrike in v Srednjem vzhodu, torej Dubaj in tako naprej. Povsod drugod pa so številke ogromne. Recimo v vzhodnem Mediteranu, kamor sodi tudi Jadran, kar 98%, kamor ste kasneje videli tudi, ko spremljamo analizo Kopra. Karibsko otočje, ki najbolj obiskano, je do 75% in tako naprej, in tako naprej. To si velja nekako zapomniti, da ladijske družbe, ladjarji doživljajo krizo.
Vendar so nekatera, in tam so nekatera pristanišča, ki pa so uspela ohraniti svoj nivo ponudbe, in ladjarji, ki so uspeli ohraniti ponudbo. In danes izgleda recimo pristanišče v Miamiju, to sem povzel iz spleta, ponuja tako razliko. Ladje druga za drugo, približno 10 se jih lahko razvrsti ob enem od pomolov, in na drugi strani še naslednjih 10, torej dejansko je to ogromen biznis. Miami je pravzaprav prvo pristanišče, ki ga vedno postavlja na prvo mesto po številu obiskovalcev. Tukaj imamo recimo podatke za leta 2018, če se ostavimo ravno pri Miamiju, je za približno 1 milijon potnikov, tukaj nisem napisal, da gre za milijon, za 1 milijon potnikov več kot v Orlandu ali pa Fort Lauderdaleu. Če pa vse tri seštejemo skupaj, floridske destinacije, iz katerega odhajajo ladje, predvsem v Karibe in se tja tudi vračajo, pa opažamo, da jih je recimo 13 milijonov potnikov so samo ta pristanišča nekako prispevali. V našem koncu je seveda, kot vsi veste, letke so z 1,5 milijona obiskovalci letno prve. Nato na drugem mestu v Jadranu je Dubrovnik z 749 tisoč prebivalci, potnikih, Kotor za 541 tisoč, Split za 232 tisoč, in rekel bi, da tam nekje na 120. mestu je tudi Koper. Kajti menil sem, da je to neka podatka ni, jaz ga nisem uspel najti. Če ima Liverpool 102 tisoč prebivalcev, 102 tisoč obiskovalcev in je tam nekje na 130. mestu, bi morda tudi Koper sodil v tisto kategorijo. Torej, nismo ravno pri vrhu, kar se potnikov tiče. No, smo pa kar ponosni na to, kar imamo. Zdaj bi rad povedal eno stvar. Ko sem bil na obisku v pristanišču Koper, reče se Luka Koper, ko sem bil na obisku pri upravi, so rekli, da ladje za križarjenja v finančnem smislu ne pomenijo nikakršnega bogatenja za pristanišče. Torej niso, kako bi rekel, tisti element, v katerega bi pristanišče sililo. Pristanišče zasluži predvsem z tovornimi ladjami, s tovorom. In zanimivo je, da je med 3300 ladjami, kakšnih 72 ali 70 ladij za križarjenje. To načeloma ne pomeni pravzaprav v dohodku luke relativno malo. Tukaj sta dva tipa ladij za križarjenje, ki pristajata v Kopru, mislim, slike so res lepe, z dronom, predvsem ta dopadla, ena od ladij pluje iz pristanišča. Druga, ki sem ga pa prej že omenil, Seabourn Odyssey, je pa tista, za katero pravim, da je do 800 potniki in relativno draga. Torej nekaj, predvsem za tiste, katerim je raziskovanje prioriteta. Zdaj, da še bolj grafično prikažemo, kako je z obiski v posameznih letih. Ne vem, če smo že omenili, da skoraj 30 milijonov potnikov je bilo leta 2018 tistih, oziroma 19, ki so se odločili doživetja na ladjah za križarjenje. Zadeva je padla na 7 milijonov leta 2020 in se počasi sedaj dviguje.
vendar, kot sem prebral v tem istem članku, je dosegla nivo z leta 2006, kar je, torej obiski so nekako taki, kot so bili leta 2006. Kakšna je struktura potnikov? To bo za mnoge izmed vas zanimivo, se mi zdi. Torej, da so potniki iz Severne Amerike, Kanade in Združenih držav Amerike najbolj gostje, ki jih je največ na ladjah za križarjenje, 50%, ta prva kolona, torej sledi Zahodna Evropa in pa vse druge destinacije v nadaljevanju. Rad bi poudaril še to, da je Azija bila pomembna destinacija vse do pandemije. Namreč mnoge ladijske družbe so si ustvarjale svoje središče, svoj hub, kako bi temu rekli, v Šanghaju. Z pandemijo, z korono, pa je azijski trg nekako opešal in tam so napovedovali velike možnosti razvoja ladij za križarjenje v vzhodni Aziji, vendar to se najbrž v prihodnosti ne bo zgodilo. Po deležu prebivalstva je na prvem mestu Singapur. Namreč seveda tisti, ki različne narodnosti živijo v Singapuru in relativno majhna država, torej 6% prebivalcev Singapura se odpravlja tja, pa se odpravlja na ladjo. Avstralci tudi živijo v nekem prepričanju, da je treba doživeti ladijsko obdobje, 5%, kajti to jih spominja nekako na Evropo. Ko sem bil v Novi Zelandiji, predavatelj me je vedno nekako spomnil, da si zelo želijo imeti konstantni stik z Evropo, iz katere večina izhaja. In sedaj po starosti. Vsi govorijo, križarjenja so za upokojence. Morda so bila za upokojence. Kajti, če gledamo podatek in seštejemo te številke, ki jih bodo tukaj zapisane, nad 50 let je le 51% ljudi, ki se udeležuje križarjenj. Nad 70 let, to je moja starost, prosim, pravo starost vam ne povem, je pa samo 14%. Torej, zadeve se spreminjajo, vedno bolj in vedno več je potnikov iz tega srednjega starostnega obdobja. Zanimivo, da tik pred 70 je največji številka, ampak tudi tile 50-letniki, 40-letniki so zelo prisotni. Zanimivo je, ponavadi skupine žensk, ne toliko družine, kar bi človek pričakoval z otroci. Na ladji za križarjenje je družin relativno malo, ampak skupine dam, skupine moških, fantov, recimo vaše starosti, ali pa veliko sem srečal, predvsem na teh raziskovalnih potovanjih, na katerih sem bil, tudi fante, ki so se zanimali predvsem zaradi destinacije, kamor so ladje šle. Kakšne so značilnosti obnašanja potnikov? Tukaj moramo omeniti Lidijo Mihelič-Pulsifer, našo Slovenko v Univerzi v Tennessee, ki je ugotovila, da se potniki, predvsem na Karibih, le v majhnem številu odločajo, da gredo na kopno. Ko so jih v tej raziskavi njene univerze spraševali, zakaj ne greste na kopno, zakaj se ne greste gledati destilerijo ruma ali pa kaj podobnega, je večina odgovorila, ne bi radi videli to revščino. Tako da je zanimivo, da je relativno malo Američanov iz Chicaga ali kje drugje gre sicer na ladjo, uživa v vsem obdobju, ki ladja nudi destinacijo, kamor je ladja usmerjena, pa
ne obiščejo. Za razliko od Evrope, kjer je obiska več, tukaj sem napisal vsaj tretjina potnikov, morda bi moral napisati vsaj polovica potnikov obišče, ampak statistika pač tako govori. Potem nočno življenje na ladji je zelo in, tako se temu reče danes, koncerti, zabave, plesi, družabne igre na srečo, vse to poteka v nočnem času. Tako da do 2 zjutraj pravzaprav ni počitka na ladji. Zato zjutraj obiski predavanj, kuharskih tečajev, geografska predavanja, ki sem že omenil, so relativno slabo obiskana. Ampak na drugi strani je pa treba povedati to, če ste navdušeni nad ladjo, se odločite, da ko boste ponovno šli, da boste šli na isto ladjo ali pa vsaj k istemu ladjarju. To je zanimivo. Nek Anglež, Ritchie, je zapisal, da so potniki na ladjah najbolj lojalni turisti na svetu. Zanimivo je, sem se peljal enkrat čez Atlantik iz Brazilije v Benetke in na ladji smo bili vzhodnoevropejci, tako rekoč, so nas posadili za isto mizo. Bolgarka, Madžari, Romuni in Slovenec. Kaj se je zgodilo? Madžari so si našli drugo družbo in so šli. Romunka se je tudi preselila in nazadnje sem ostal jaz z edino še preostalo za isto mizo, to je Romunka, neka starejša gospa, ki je v obdobju denacionalizacije pridobila kar nekaj denarja in sedaj potuje po svetu. Ampak njena družba je Kosta in na Kosti je neprestano in ima bonitete, take in drugačne. Brez nje nikoli ne bi pil vina na tej ladji, ker ona je seveda imela kartico in zastonj lahko vino naročala. Potem brez nje ne bi nikoli jedel v ekskluzivnih restauracijah, ki so tudi na ladji za plačilo in tako naprej. Torej, ta Bolgarka mi je odprla svet lojalnosti. Če stajaš pri eni družbi, te ona nagradi. In sedaj, ko ona želi novo potovanje, jo oni na Kosti dvignejo v razredu, recimo, če je plačala za ladjo za kabino z balkonom, ji dajo svito namesto kabine z balkonom in tako naprej. Torej, lojalnost zelo ustrezna. Bil sem presenečen, da je mimogrede. Potožila se je, bila je ravno velika noč, ko smo bili na Kanalskih otokih, kako so draga jajca v Bolgariji. Sem rekel, ja, koliko so, pravi, 1 jajce, 1 evro. Sem rekel, nemogoče. No in potem torej, gospa je bila pri 60-ih in za kaj že, veliko noč, za veliko noč sem si ukradel nekaj kuhanih jajc pri zajtrku in jih pomalal z barvicami, ki sem jih kupil v Malagi in jih podaril. Bila je zelo navdušena nad tem. Torej, lojalnost. Torej, kakšni so motivi, ki gredo na ladjo? Prvi motiv je Pleasure Island, torej užitkarski otok. Tukaj imaš zabavo v vseh možnih variantah, predvsem tak, ki je povezan s soncem in morjem ali s svojim wellnessom. To je ena od pomembnih. Drugi motiv, zakaj greš na ladjo, je povezan tudi z Nejšo. Nejša je bila na eni od takih ladij, Cruises, Rock and Nejša. Muza poletnega bluza, mladega bluza, za 399 evrov teden dni v Sredozemlju. Torej, zabava, entertainment, torej doživetje in zabava.
In tretji motiv, kateremu jaz pripadam, je pa Explorers Hub, neko raziskovalno izhodišče. Vidite, taka je danes pogled z ladje, ko pridemo na kakšno zanimivo destinacijo. Vsi z rokami navzgor in z fotografijami, kakšni fotoaparati, z telefoni slikajo destinacijo. Kakšni fotoaparati, ne, telefoni. Torej, Grand Pacific Glacier v Jaski, o katerem kdaj drugič. Torej, kakšne so ladje, ki raziskovalce zanimajo? Zanimajo, da ladje, kot mene, ki plujejo skozi Panamski prehod. Super izkušnje. Res vsakemu priporočam. Namreč prejšnji dan te peljejo z avtobusom, da si zunanje strani pogledaš, kako zadeva izgleda. Naslednji dan se pa sam za svojo ladjo pelje skozi Panamski prehod. Druga, ki jo še nisem obiskal, je pač ta National Geographic, o katerem sem že prej povedal nekaj. Tretja destinacija, Tihi ocean, Rarotonga, Cookovi otoki, dežuje, ladja ne more pristati v pristanišču, ne more, nikoli ne pristane v pristanišču, ker je premajhno, in se je treba s čolni pripeljati. Čolne vozijo Filipinci, tako kot pri nas pravijo, da za nekatere delovna mesta ne bomo morali uvoziti Filipince ali pa Nepalce ali koga drugega. In tretja slika, četrta slika, ki je tukaj vidite, pa je ladja kot, kaj sem tukaj napisal, opazovalna ploščad. Ja, opazovalna ploščad. Ladja se pelje skozi med otoki in zalivi, krmari po zelo ozkih rutah. Drake's Passage, torej skozi Magellanov preliv med Puerto Arenasom in Ushuaia iz Puerto Arenas. Punta Arenas v Čilu in Ushuaia v Argentini. Z ledeniki, ki segajo do morja. Drugo, kar raziskovalca tudi veseli, da lahko v relativno kratkem času, v 7 dneh, obišče 4 države, pravzaprav 5. Recimo Anguilla je britanska, St. Martin je nizozemski, ampak na istem otoku je tudi francoski del, počez čez pol je francoski in nizozemski, francoski je tudi Guadeloupe in Deviški otoki so ameriški. Tako bi veliko povedal o njih, ampak sem za nalaško dodal to sliko. Zaslužek. Duty free trgovine so ena od zaslužkov, ki jih prinašajo ladje za križarjenje oziroma potniki meni. Moje ladje za križarjenje v preteklosti so bile naslednje. Tukaj vidite prvo ladjo, s katero sem se peljal čez ocean, ki se pravzaprav dve, Queen Elizabeth I, ki je sedaj potonila, United States, ki jo hranijo nekako v filadelfijskem pristanišču, lastniki se menjajo, ne pridejo do tega, da bi jo obnovili vsaj za hotelsko namestitev, ki je v pristanišču. In zadnja ladja, ki je Holland American Line, s katero sem potoval letos junija. Kaj je bil moj motiv? Moj motiv je bil slediti pomorskim raziskovalcem oziroma potem, po katerih so pomorski raziskovalci potovali. To je tipični geografski motiv. Kje je tukaj geografija? Evo vam. Tukaj so pota, ki sem jih že obdelal, upam, da bom še kakšno najdel, iz časov, ko so bili raziskane razne območja sveta. Ne se ne bom spuščal v detalje tukaj. Bom raje prišel na tisto, za katero najbrž večina izmed vas meni, da bi pa moral geograf reči neko besedo. Namreč o obremenjevanju okolja z ladjami za križarjenje. Ladje za križarjenje so zelo primerne za kritiko. Zelo primerne. Res so obremenitev. Vendar, ladje za križarjenje je v svetu 322.
tovornih ladij je pa 50 000. Torej, nihče se ne obregne ob ladjo, ki pripelje banane, razen če ni kokain še zraven. Ob ladjo za križarjenje pa se vsakdo obregne. Aha, gotovo so bogati na nje. Zdaj imam nek občutek, da so ladje za križarjenje zato neke vrste zasovražene, za Benetke ne bom rekel, je res problem. Zato, ker predstavljajo neke vrste, vsaj v mnogih mislih prebivalcev, elito. Tako da nočem zmanjšati njihovo vlogo pri obremenjevanju okolja, vendar dejstvo je, da so vedno na udaru. V nekaterih primerih upravičeno, potem se pa človek vpraša, zakaj pa druge obremenitve enako ne obravnavamo kot te. Kakšne so obremenitve, ki zadevajo ladje za križarjenje in potnike? Najprej pristanišče. Recimo v Benetkah neustrezen dostop. Premajhne pristaniške zmogljivosti, vse to v Benetkah. Neustrezna infrastruktura v in izven pristanišča, recimo za zastoje prometa in tako naprej značil. Zastarela opremljenost, recimo brez turističnega terminala ali pa neustrezno načrtovanje prihoda ladij. Tukaj sem še slikal teh protestnikov v Benetkah, dam jim povsem prav, predvsem pot ladij ni ustrezna. 18-nadstropna ladja, ki pluje po kanalu Džedeka, je definitivno neprimerna za to in zato sem tudi prvo sliko, ki sem jo prej kazal, tudi tale, ki je tak udarec pravzaprav v neko starodavno srednjeveško dobo. Potem skromen terminal, vendar dokaj dobro urejen, recimo na Aljaski, mesto Ketchikan, vendar skromen terminal, avtobusi čakajo na potnike, tukaj so bile 3 ladje privezane druge zraven druge, prvi 2 so že odpeljali potnike, avtobusi, ki tukaj čakajo, pa so za potnike iz moje ladje. Turistična pisarna, spomenki, neposredni bližini. Potem v Švaj, natrpanost pomolov v sezoni. Namreč, ko pridejo velike ladje, imajo prednost pred onimi majhnimi, ki hodijo na Antarktiko. In ko smo se pripeljali, je bilo tam privezanih kar nekaj malih ladij, med drugim tudi ta National Geographic, ki sem jo prej kazal, vendar ena ruska general Jofe se je morala umakniti iz pomola, zato da je dala nam prednost, ki smo pristali za eno od teh 2 ladij, ki jo vidite tukaj. Torej, neustrezno načrtovanje in natrpanost pomolov v sezoni. To je bilo januarja, pred nekaj leti. Potem obremenitve. Poglejte si tole. To je Dubrovnik, okrog 10 dopoldan, hod v Staro mesto in na Stradun in zgrinjenje potnikov, ponovadi iz ladij v središče mesta. V tem času prihaja do prebavljanske restauracije in kafičev, domačini jezdnikov hudič. Namreč, potnik z ladje pride, se usede k mizi, ki je, kako se že reče, stalna miza za kakšnega domačinov, kako se že, nemško je... Stammtisch. Kako? Stammtisch. Aha, Stammtisch, ja, hvala lepa. Torej, zasede, kolonizira mesto, ki je namenjeno prav njemu. Torej, prebavljenost restauracij in kafičev. Potem je omejen vstop v turistične atrakcije zaradi vodenih skupin turistov. Muzej
zasedejo drugi in ti, če prideš recimo sam kot turist v Dubrovniški muzej, ja, počakajte 1 uro ali 2, da se losamo teh turistov z ladij, pa boste lahko šli. Potem potrojeno je torej nezadovoljstvo. Tukaj sem to posebej napisal. Domačini so na nakupih in na druženju. Evo, in nenadoma se jih pridružijo še obiskovalci iz okoliških turističnih krajev. Recimo v Dubrovniku je zdaj dovoljeno vsako uro, da pride samo 9 avtobusov na uro v kraj. Zato, da množice iz recimo Pelješca ali pa iz okoliških krajev na jugu, iz Konavla, Cavtata, ne bi preplavili istočasno Dubrovnik, skupaj z seveda ladjami za križanje. Torej, potrojeno je nezadovoljstvo z temi obiskovalci iz teh turističnih krajev in s potniki iz ladij. Prometna je gneča in zastoja prihodu in odhodu ladij, ponovadi nekje med 8 in 10 dopoldan, prometna gneča, in med 3 in 5 popoldan. Nekatere ladje so se odločile, da ostanejo čez noč, kar je povzbudilo revolt v destinacijah, kjer je turizem pisan za veliko črko. Palma de Mallorca in Barcelona, ladjarji so se odločili, tukaj bomo pa ponudili gostom nočno življenje tega mesta. Ali ne. Hoteli so se odprli, zdaj ne vem, samo nekateri ladjarji še vztrajajo, da ostajajo tukaj z ladjo čez noč. Tako recimo izgleda tak nočni obisk v Dubrovniku, na Stradunu, ki ga najbrž večina izmed vas pozna. Različne rase, različni narodi, vse to lahko srečate. Obremenitev, kateri najraje govorijo kritiki in ki je zelo upravičena vse do razvoja najnovejših ladij, povleku najnovejših, ki bodo uporabljali na plin in pa vodik, je pa tale, da se CO2, predvsem pa žveplo in mikrodelci obdelovanja motorjev razširjajo tudi takrat, ko ladja stoji v pristanišču. Ja, država do začetka leta 2020. Naprej je več posebno morali ladje uporabljati pač tako skoraj kot dizel za kopno. Ja. Težke nafte ni več. Težke nafte ni, to poznam, ampak se bom prišel kasneje do tega. Hvala, da ste mi to potrdili. Prispevek globalnemu segrevanju je relativno majhen. Glede majhno število ladij, jasno, je samo 0,3% pravijo za globalno segrevanje. Potem megaladje nad 100.000 ton potrošijo za plovbo, tako pravi Royal Caribbean, na uro 5213 litrov goriva, kar je ogromno. Ladje izbirajo odpadke ločeno in predlagajo v zbirnem centru ladijskih družb. Sive vode kemijsko obdelajo na ladji in praviloma oddanejo na pristaniščih. Pitno vodo dobivajo ladje v pristaniščih, nove ladje imajo destinacijske naprave. Peljal sem se z eno čez Atlantik, kjer je kapetan, ki je vedno vsaj en dan na voljo na celem križarjenju na razpolago za vprašanja, ki se je prav pohvalil za desalinizacijsko napravo na ladji. Balastne vode so druga obremenjujoča stvar za okolje, predvsem takrat, ko se ladje premikajo iz enega območja, recimo Karibe v Sredozemlje. Prinašajo tuje vodne, ne bom rekel rastline, tuje vodna vrste v naša območja. Tukaj so primeri iz Boke Kotorske, recimo, in pa iz Norveške, kjer izpuhi iz dimnika ustvarjajo pač neko lepo fotografsko sliko, vendar ne zelo obremenjujočo za okolje. Izrečene kazni.
Tukaj so neke izrečene kazni, sicer malce zastarele, vendar to sem imel že prej narejeno. Torej, pogosto so to velike vsote, recimo Holland American Line je v letu 2002 kaznovana za $2 milijona, kjer je odpadke enostavno vrgla v morje, ali pa pred Florido Carnival Cruises za $16 milijonov in tako naprej. Obremenitve so tudi za vstopi do izhodišč in odhodi. Izhodišča in končna pristanišča so od konzumentov oddaljene, morajo priti do tja. Zame je bila seveda na zadnjem potovanju predvsem pomembna, da sem prišel v Vancouver in seveda to pomeni 9000 kilometrov. Ponovno onesnaževanje okolja z letalom, ampak na kameri pred seboj pač veš, ki se pelješ čez Island, za geografa je seveda to tudi zanimivo, in naprej Grenland in ledeniki in tako dalje. Mnoga izhodišča nimajo organiziranega javnega prevoza, poštev pride najem avtomobila, vlak, avtobusa, lokalni prevoz. Zelo navdušen sem bil pa nad pristaniščem Fort Lauderdale. Prav navdušen. Kajti letališče je ob pristanišču. Torej, letalo pristane, ti se usedeš na avtobus in te peljejo na ladjo. Vlak iz Miamija na sever je v pristanišču. Pride tako rekoč tik ob ladjo. Tam lahko izstopiš in stopiš na ladjo. Torej, zdi se mi, da je ena najbolj urejenih pristanišč, kar se dostopa tiče, kar se terminalov tiče, bi predstavil Malaga, ampak pustimo to. Kaj pravijo ladjarji? Ladjarji pravijo, da pogonske agregate prirejajo za uporabo LSFO, low sulfur, torej fuel, goriva, vgrajujejo katalizatorje exhaust gas cleaning systems, ki je, in to je zadnji podatek iz interneta, v starih ladjah so ti katalizatorji vgrajeni že 68% obstoječih in 98% novejših po letu 2010 splovljenih ladij umeščen. Te ladje izpuščajo le 0,10% žvepla. Potem upoštevajo, pravijo ladjarji, nove tehnologije, torej pogonske agregate novih ladij od leta 2019, poskušajo vse opremiti za liquid natural gas, za tekočim naravnim plinom in tehnologijo, ki jo še pripravljajo in ki se zdi po izkustvih iz Danske in Norveške ni tako daleč. Nekateri feriji na Danskem in Norveškem že uporabljajo vodik kot pogonsko gorivo, hkrati bi pa znali imeti tudi tako gorivo kmalu tudi na novih ali najnovejših ladjah, ki jih izdelujejo tudi v Fincantieriu, v Monfalconiju. Potem drugo, kar je dajte svoje. Nekaj dopolniti, da z geografskega stališča tudi ta LNG, v čem je problem? Problem je, bi se reklo, benzinske pumpe, Torej, za tankati LNG moraš imeti terminale. Terminali pa veste, kakšno je bilo stališče. Vemo, Slovenija. Ne samo Slovenija, v celem svetu, tako da praktično v Evropi lahko tankaš edino. Na Krku. Ne, se ne da, bo potniška ladja prišla tja. Torej, edino v Rotterdamu in pa v Klaipedi, se nekaj, mislim, da v Rostovu. Tako da je to zelo velik problem, tako da te ladje potem skrbno grejo od zbirajo rute, kjer lahko ki so na LNG. Je pa res, da Carnival pa gre, mislim, skoraj celo floto opremo. Carnival. Carnival, Carnival je LNG. No, Aida Nova, ki je Carnival,
Ja, je pravzaprav destinacija ima samo na Kanarskih otokih. Mora na Kanarskih otokih biti najbrž tudi ena destinacija, kjer lahko to tankajo. Ne pridejo v Sredozemlje, prav zanimivo. Potem drugo, kar pravijo, ja, kaj pa pristanišča, dajte nam električne polnilne agregate, pa ne bomo izpolnili, ki so dragi, in enotne standarde za polnjenje ladje z elektriko, ko bi pristajale tja. In pravijo, sledimo zahtevam družbe. Prvič, skladno z zahtevami, usmerjamo ladje z novimi standardi na območja, kjer je to zahteva država, recimo Norveški fjord, samo najnovejše ladje, ki uporabljajo LSF goriva in tako naprej, smejo tja, ali del Karibskega morja, okrog Kube, recimo obalna morja Aljaske. Zanimivo je, tudi da se moram zdaj staviti malo, na Aljaski izpuha iz ladje sploh nisem čutil. Ni, torej, da bi bila, kako se temu reče, pepel ali kaj podobnega, se širil v zrak. Ga ni bilo. V Tihem oceanu, ko smo peljali iz Nove Zelandije proti Cookovim otokom in Tahitiju, pa je bil zadnji del ladje zvečer popolnoma črn od hvala lepa, od saj. Torej, zanimivo je, da se, če se hoče. Torej, tam ste napisali 0,1, 0,1 velja za tisto pod A, drugače je pa 0,5. In za 0,1 doseč se uporabljajo ladje, ta normalen naš dizel skoraj, mislim, take, kot ga imamo za avto, ki skoraj ni saj. Medtem ko za tisto 0,5 se pa uporablja tisti low sulfur fuel oil, ki je pa malo bolj sajnost. No, dobro. In razen, če je pa ladja kot na tisto, če ima ta LNG, cleaning system, tisti exhaust gas, se pravi preko skrabe, to je navadna, bi se reklo, voda in plin gre skozi gor in tam tisto pobere vse sami, če dim skozi vodo. Torej, ja, hvala, to prav dopolnjujete me, zelo veseli, da ste to rekli. Torej, kar bi še dodal k temu je, da pravijo tudi, spoštujemo priporočila mednacionalnih okoljskih agencij, recimo UNESCO je pritisnil na Dubrovnik in na Benetke, da so poleg države in mesta tudi one omejile obiske. Recimo v Benetke, zdaj mi ni več jasno, samo 25,000 bruto registrskih ton, kot ja gre, kot pravijo, jaz sem nekje bral, da 98,000 bruto registrskih ton, tudi še po kanalu Žideka, ampak s časom, Potem pa, v Dubrovniku pa samo 4 ladje na dan, samo 4 ladje. Potem, kje je to geografija? Videnje skozi rožnato očal. Geografija vidi v križarjenjih dodano vrednost za pristanišče, mesto in zaledje. To je vrednost, ki je ekonomsko upravičena. Ob določeni ponudbi mesto zaživi, se bogati. V letu 2003, to je precej časa nazaj, je nek avtor zapisal, da v vsakem kraju, kjer se ustavijo ladje v Karibih, potniki zapravijo vsaj 75 ameriških dolarjev, pogosto pa tudi do 250. Potem drug hrvaški avtor je zapisal, da število podjetij in zaposlitev narašča v pristanišču in mestu skladno s tradicijo križarjenja in strukturo ladij, ki pristajajo. Torej, če je to konstanten obisk ladij in če je to konstantna so ladje določenega tipa, se število zaposlenih in podjetij, ki se ukvarjajo s tem, narašča. Dobrodošli so obiski ladij za križarjenje v obdobju,
območje prizadela naravna katastrofa. Tipičen primer je Puerto Rico, kjer so ga prizadele dve ujme. Na Puerto Rico so bil še prednost na ti dve ujmi, Marija, recimo, in Bežada, ne vem, kako se je imenovala, je dejansko nekaj, kar pripomore k temu, če pridejo ti potniki, da nekako finančno in drugače zopet ustvarijo klimo vsakodnevnosti. Živimo v prepričanju, da imajo vse ladje, predvsem tiste zgrajene po letu 2010, ustrezno urejeno obdelavo odpadkov in so opremljene bodisi s filtri EGCS ali pa LSI in LNG. To je res, zdaj imajo vse. Ja, Od leta 2021 je to standard. Ja. In kje skozi zatemnjena očala, kje vidimo tiste negativne zadeve. Prvič, investicije v ustrezno kvalitetno pristaniško in mestno infrastrukturo so zelo visoke. Če boste koprskemu županu rekli, zdaj pa treba en terminal zgraditi, ki ga imajo v predalu narisanega že 20 let, pa ga še zdaj ni, seveda bi rekel ne, to pa predstane. Potem drugo, ampak recimo v Malagi, bil sem v Malagi dvakrat, enkrat, ko terminala še ni bilo, 2003, in smo s pomola pač vstopili pač tako kot ob tovornih ladjah. Zdaj, ko smo bili nazadnje 2017, pa je to ogromen terminal. Španci so z evropskim denarjem zgradili turistično središče, turistično mesto ob ladijskem pomolu. To je treba na nek način upoštevati. Potem drugo negativno je turistično vrvenje. Okrog pol dneva je annoying, bi rekli Angleži, za domačine. Potem kopičenje ladje ob določenih dnevih in urah zna biti obremenitev za kopno in za morje v pristanišču. Križarjenje so konkurenca hotelom, to smo že povedali, na Karibih 30% pravi. Podporne službe se lahko v mestu, ni pa nujno, z storitvami pretirano prilagajajo v bistvu ladje. Če ti ladje obiskujejo vsak dan, kot v Dubrovniku, recimo poleti in po zimi, je morda to pretirana navezanost prav na ta vir dohodka. Počasna prilagoditev ekološkim standardom, recimo težka nafta, kako se že reče po angleško, crude oil, heavy fuel, je trikrat več porabi, torej izpustov CO2 v zračje gre, kot če se sedite na ladijskem, na letalo in se peljete kamorkoli. Izpusti iz olj ladijskih naprav, pokvarih in obnova balastnih vod ogrožajo morske habitate. To ne drži, mislim, do leta 2024 morajo vse ladje imeti že ta balast vode treatment. Zdaj smo v prehodnem obdobju, ampak septembra 2024 bojo vse ladje mogli imeti. Tako da tisto, že da ste leta 2024. Kljub prepovedim se odvržejo v morje odpadki, ki se ne morejo reciklirati na kopnem, tako se je dogajalo, kar smo videli prej iz seznama o kaznih, ki so jih nekateri dosegli. In glede na vse to, lahko še rečem, še vedno se gradijo ladje za križarjenje, slika je iz bližnjega Tržiča. S tem zaključujem in hvala. Hvala lepa, profesor Gušar. Upam, da ste lahko sledili tudi tisti preko spleta. Kolegu sem zabičal, da mora stati blizu mikrofona, da se ga bo kaj slišalo, tako da upam, da ste lahko sledili vsi. Zdaj pa, lepo prosim, izvolite, imate kakšno vprašanje, tako vi na spletu, lahko prižgete mikrofon in se predstavite, poveste, kaj vas zanima, vprašate, kot tudi obiskovalci tukaj v živo. Prosim, lepo, če imate vprašanja, bomo veseli.
Jaz imam vprašanje. Me zanima pač, če to, kar ste dosti omenjali, pač zdaj se dela na tem, da bi pač nove križarke še napoditi in tako naprej, če je tako tudi pri tovornih ladjah. Oziroma tudi, če toliko tovornih ladij, kot jih je, pač toliko 50,000, ja. Če je kakšna možnost, da tudi te, ki so že v toku, da se jih bo nekako lahko predelalo mogoče na bolj pač prijazna goriva. To je pa delikatno finančno vprašanje. Samo še nekaj povem. Pa ste pa odgovorili, ja. Vlaganje v tovorne ladje je velik problem. Pred Panamskim prekopom je najmanj 100 ladij ali pa na pol prevrnenih, zato ker lastniki niso bili interesirani, da bi plačali takso za vožnjo skozi Panamski prekop, ali pa se jim je zdelo, da je itak obnova predraga. Prav presenečen sem bil, ko je ladja peljala proti prekopu, desno in levo pokopališče tovornih ladij. Ampak povejte še. Ne, glede tega goriva. Torej, bila je strategija, da bi že do leta 2025, potem se to podaljšalo do 2030, da bi praktično vse teh 50,000 ladij, oziroma velika večina, šlo na LNG. Torej, že takoj se je pojavil problem, sploh kaj je prej kura ali prej jajce. Se pravi, zakaj ni LNG terminalu za tankenje, zato ker ladje niso opremljene, zakaj ladje niso opremljene, zato ker ni LNG terminalov. Recimo za Jadran je zdaj se snuje rešitev, da je bila tam nekje, če imate v glavi mejo od Zadra proti Ošenju, tam nekje na sredi so ta že te ploščadi in bi napravljeno veliko ploščad, ki bi praktično napravljeno tak terminal za tanker. Torej, vse te ladje, ki so zgrajene zadnjih 10 let, so že na tako imenovano dual fuel. To kot vaš avtor, pa res ste predelati na plin, kadarkoli narediš. Nove, ampak stare so pa še vedno stare. Ja, pač tisto bo počasi šlo, tako kot so govorili za tankerje, ko so nevarni. Zdaj praktično tistih hrani po letu 92, ampak leta 92 je 30 let nazaj. Se pravi, da skoraj ni več tistih prav starih tankerjev, ki so bili res nevarni od slučaju nekih nesreč. No, če se vrnemo nazaj na ta plin, zdaj pa sploh s plinsko krizo po svetu, zdaj nekaj se govori, da bo to premaknjeno 2050. Glede vodika, to smo vsi zato, ja, samo proizvedete vi vodik prvo, ker je dražji proizvod vodika kot pa recimo normalni pogon, plus tega vodik je zelo nevaren, je zelo eksploziven in se noče noben hecati z kakšnim vodikovim V Kanadi bodo prvo tovarno vodika zdaj spravili z nemško pomočjo. Upam, da bo ta služila tudi na polnitvi ladij. Ja, problem pa je recimo tista elektrika, ko ste govorili. Te ladje imajo inštalirano moč tam okrog 80 do 100 megavatov. Ne vem, koliko ima Koper, recimo mesto, inštalacijsko moč, se pravi, tle ni teoretičnih šans, niti tovornih ladij, ki pravijo precej manj, se ne da preklopiti. Dobro, temičke ne, ja, recimo oblačilci, če ste opazili, če se zdaj sprehajate in več kabelov in se priklopijo na elektriko. Ampak že ostale ladje imajo že prevelike te agregate, da bi se priklopilo. In predvsem je pa premalo je elektrike v tem delu, da ni šans. Večina mest, ki mrežejo, kjer na kakšnih karibskih, kje bojo, ena taka ladja porabi kot celoto. To so ogromne teste. Zelo dobro vprašanje, hvala. Super. Še kakšno vprašanje, prosim? Pa bo kako na račun tega, da ne Benetki zdaj prepoveda na Benetki ladji podnela več? Ja, mislim, da vsa pristanišča v Severnem Jadranu bodo imela sedaj več obiska. Zanimivo je, ravno kolegica iz Logatca, ki je turistična vodnica, mi je dejala zadnjič, da je šla po potnike z ladje v Tržič, torej v Monfalcone. Torej pristajajo velike potniške ladje, tudi v Tržiču, Trstu, kot veste, tudi Kopru,
Reka je postala tudi destinacija za potniške ladje. Zadar, torej severni Jadran bo precej pridobil z tem, da se omejuje obisk v Benetkah. Zadar pa sploh se zdi, da se nekaj trudijo. Še kaj? Ja, moje vprašanje gre, hvala lepa za predavanje. Res smo se dotaknili bolj tehničnih veliko vprašanja, tudi problematiko okolja. Mene pa zanima dejansko, kaj ima od tega lokalna skupnost. Pa ne mislim zdaj, kdo kaj pospravi v žep, ampak kaj ima od tega prebivalstvo. Torej, tu lokalni turistični ponudniki, ker videli smo recimo dokumentarec Zadnji turist, ne vem, če ste si ga pogledali, ker smo močno vse, The Last Tourist, ki problematizira tudi križarjenje v Karibih, kjer lokalno prebivalstvo od teh turistov nima nič. Čisto nič, v bistvu upad prometa. Zakaj? Ker lastniki usmerjajo turiste z ladij točno določenim ponudnikom oziroma trgovinicam, ki jim je dovoljeno prodajati njihovim turistom. Ostali pa propadajo. Torej, kaj ima od tega lokalno prebivalstvo, moje vprašanje? Moj odgovor je pa takle. Res je, torej od lastništva posameznega gospodarskega subjekta je odvisno, kako ali vključuje domačine ali ne. Zato je tudi v drugih gospodarskih panogah, ne le v križarjenjih, problem, če so lastniki od nekje drugod. Primer, ki sem ga večkrat pri predavanjih študentov omenil, je alpski turizem oziroma smučarija, alpsko smučanje v francoskih Alpah. Lastniki hotelov so tam bodisi Parižani, bodisi drugi, ki seveda usmerjajo svoj interes v določene ciljne skupine in jih peljejo samo tja. Torej, zdi se mi, da je zelo pomembno, ali so domačini vključeni v celotno gospodarstvo. Ali bodo domačini z Bleda imeli kakšen nadzor ali pa v nadzornih odborih hotela Golf, prejšnji modeli, kako se imenuje, rekli, ali torej, kolikšni meri je vpliv domačinov na to gospodarsko vero. V kapitalizmu je to zelo težko, kajti kapitalistični bogataš oziroma nekdo, ki ima večje možnosti vpliva na gospodarsko panogo, ima večjo moč. Tako pravijo. Ja, verjetno gre tudi za uspešnost pogajanj med lokalnimi oblastmi in tistim, ki ponujajo te storitve. Podobno recimo lahko primerjamo to z velikimi turami, avtobusnimi azijskih turistov po Evropi, ki opustošijo ljubljansko tržnico, ne zapravijo skoraj nič. Tudi pot okrog Bleda opustošijo. Kaj ima od tega nekdo, ki tam prodaja sadje, zelenjavo, razne produkte, skoraj nič. Mislim, smo naredili prav raziskavo na ljubljanski tržnici. Mi nimamo od teh turistov nič, samo škodo. Dobro, ne moreš reči škoda. Razne smo prodali en Kitajci kupu 5000 teh paketkov za med. In to je edina korist, ki smo jo imeli od njih. Ampak to... Ker pridejo, grejo, poslikajo in to je to. Ja, se strinjam s tabo. Lastniki hotela v Ljubljani so lastniki, ki niso domačini. In tudi tam gre zaslužek, ki ga ustvarja kitajski turist, ki tam prenoči, drugam, recimo v Bosno, v Telislon, oziroma na Dunaju in tako naprej. Torej, so stvari, ki jih je težko kanalizirati, če niso, recimo, določeni lokalni dejavniki vedno prisotni, politično in ekonomsko.
Ja, če dovolite, bi dal še besedo gospe Neji, ki nas spremlja tukaj preko Zooma. Imate roko gor, čeprav vidim, gospa, boste, kar izvolite, ja, če imate vprašanje. Ja, hvala lepa za besedo. Dober večer tudi z moje strani. Jaz se najprej zahvaljujem za super predavanje. Mi je bilo zelo všeč, pa tudi za povabilo, da prisostvujem. Bi imela pa dva komentarja. Prvo na tole, kaj je zdaj gospod se oglasil, kaj imajo branjevci na tržnici od teh turistov, a ne? Bi rekla, sta dva vidika. Z ene strani nimajo nič, ker ti turisti pa nič ne kupijo, ampak so pač turisti in ogledujejo in se čudijo, kako je to velika naša tržnica v Ljubljani. Po drugi strani se mi pa zdi tudi skrajno neprimerno, ker se pojavljajo celo izveski na teh stojnicah no photo. Pač branjevke protestirajo, ker jih turisti fotografirajo ali pa fotografirajo njihove stojnice. To je tudi kar težko včasih turistom pojasniti, zakaj. Se jim zdi nenavadno, da ni dovoljeno fotografirati. To je ena stvar. Druga stvar, ki se mi zdi pa mogoče bolj pomembna, je pa to, vidimo, da je povsod problem te množičnega turizma. Tako v Benetkah kot Dubrovnik, ki sta dva primera res skrajnih problemov zaradi tega. Pa tudi v Sloveniji, glede na to, kar smo tudi danes slišali, pa glede na omejitve v Benetkah, vedno več bo teh ladij, kar je po eni strani super. Kaj naredi država Slovenija oziroma STO in vsi mi, da bi več teh turistov peljali v kraje, ki niso toliko obremenjeni s turizmom? Zakaj 99% teh turistov želi na Bled ali pa v Ljubljano, pa mogoče še v Postojno in vse ostalo tako, kar da ni? V Sloveniji imamo še ogromno super destinacij, ki jih ne znamo tem turistom ponuditi, in jaz mislim, da bi morali na tem področju kaj več narediti. Hvala lepa še enkrat. Ja, hvala lepa, gospa, za vaš komentar. Vsekakor je to ta komentar na mestu. Mogoče še kaj dodati? Ja, vidim. Torej, točno na to, kar smo zdaj pravzaprav osvetlili, mislim, da kolegica Irma je pravzaprav napisala tale v chat, mislim, da lahko vsi vidite, torej vpadna efekt, vsej vemo, zakaj gre, mogoče še kakšno pojasnilo. Torej, kot takšno se verjetno nanaša na turiste z ladij za križarjenje, ki se seveda intenzivno udeležujejo nekaterih izletov, ki jih ponujajo na ladjah za križarjenje, med drugim tudi recimo vpadno, ker imate potem tako zanimivo ponudbo za njih, pravzaprav precej skregano z tradicijo in lahko rečem tudi do neke mere, po mojem mnenju, osebnem mnenju, je do neke mere to ena taka umetna slika pravzaprav tega kraja, ki jo dobijo recimo turisti iz ladij za križarjenje ob obisku takšne izletu za ledje. Poznam to, ampak se opravičujem, podpadni efekt nisem videl, da ste že poimenovali. Ja, niti jaz uspela organizirati, kot nas ponudniki so postavili svoje predelke proizvode na stojnice, kot vem, tudi pomemben dejavnik tam teren, ker dosti pač turistov z ladij ne more hoditi gor pa dol, ker kavče zaradi tega niso doživeli svojega efekta. In je bil to neke vrste prodajna uspešnica, z teh ladij za križarjenje. In celo mislim, da to je že direktor Poslanske jame, se je nekje v časopisih pomeli poglašal proti padni, ker je močira turiste. Skratka, kar en del izletov v Padlu je bil preusmerjen, ker je očitno so gosti tam doživeli nekaj avtentični trenutek. Avtentični v narekovajih, do neke mere. Vem pa, kako je kakšna politika kupovanja. Skratka, koliko lahko ti prineseš v ladjo, vina, olja in podobnih stvari. Smeš? Zarubijo ti, ampak ti na koncu potovanja dajo, seveda, da so zmog. Ampak na ladji ne smeš uporabljati. Ne smeš se konzumirati. Ja, še kakšno vprašanje mogoče? Sicer predlagam, da počasi zaključimo. Dovolite mi samo še to, da vas povabim že na naslednji geografski večer, ki bo bil
ki bo bil 8. novembra. Torej, kolega Franci Malečkar prihaja k nam v goste, tako da bo tudi takrat zanimivo. Vabim, da se nam pridružite v čim večjem številu. Na koncu pa samo še ena lepa zahvala torej kolegu profesorju Gosarju za tole predavanje in za pojasnila. In hvala tudi seveda za vprašanja vaša, za diskusijo, ki smo jo vzpostavili. Hvala lepa.